Najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljena, Mirjam. Lep pozdrav vsem in hvala, da ste tukaj. Čeprav je danes dan, ko se lahko smejimo, ko imamo lahko druge obraze, ne bova govorili v to smer samega smeha, čeprav je recimo Tinca ali pa torej Lucija tudi zna biti ironična. Pa me zanima najprej z tega vidika, sam roman Po poti se je zvečerilo govori o težkem odnosu, ki ga doživi torej protagonistka Lucija, torej njen Alec, njen partner ima v bistvu dva obraza. Kako si zamislila ta lik in kako, potem še bomo seveda več, ampak prav o teh dveh obrazih, da nekako zastavimo najin pogovor? Ja, Tonja, ti si kar v sredino zaorala. Ravno zaradi današnjega dne. Ja, torej Alec je seveda nekako osrednji moški protagonist, čeprav v romanu, roman je obsežna zvrst in da napišeš recimo 250-300 strani, moraš vanj vstaviti kar nekaj likov, tudi zato, da prek teh likov oživi svet, ker roman vedno predstavlja en izsek iz sveta. No, ampak Alec je kljub temu, kar sem zdaj rekla, ta glavni moški lik in ima dve podobi izrazito, eno javno in eno zasebno. Javna je zelo šarmantna, to je izobražen človek, tudi privlačen, uspešen v poslu, nekako zelo zna voditi tudi te odnose s sodelavci, znanci, tako da se prebija od, bi rekla, enega uspešnega položaja do drugega. In ko ga Lucija spozna, ga najprej spozna stepljati, pač šarmerja, ki je tudi seksualno vešč in jo zna očarati, zlasti, ker ima ona nekako še nedolgo za sabo neko zvezo večletno, ki pa je propadla. In mogoče tudi je nekako ranjena in ne prepoznava teh signalov, da utegne biti ta moški, ki je tako očarljiv in v vseh pogledih zaželen, tudi od komentarjev drugih, pa zasebno drugačen, popolnoma drugačen, destruktiven. Ja, in ravno to, ta podoba, ki nas lahko zavede. Zdi se mi, da je to bil kot na nek način ples v maskah. In zdaj v bistvu, če res greva na ta začetek, to je bil res ta uvod, kaj pomeni pot ženske, torej pot Lucije, torej po poti se je zvečerilo, v samem življenju napram ostalim likom, ali pa če to recimo seveda potegneva v družbene okoliščine, Lucija je lahko katerakoli ženska, ki jo srečamo na ulici. In kaj je zdaj ta pot ženske v življenju proti tem moškim, ki pa vedno ne doživijo toliko slabega in toliko težkega? No, Lucija je precej kompleksna oseba, kot smo tudi ženske, zapletena in kompleksna in večplastna bitja. Kaj sem jaz želela prikazati s to junakinjo? Tukaj je bilo več elementov, ki sem jih pač nameravala strniti v ta roman. Eden je ta, da je ni čisto vsakdanja junakinja, ker je pač hči dveh kultur. Njen oče je maronitski kristjan iz Libanona, iz Bejruta, z dolgo neko to zgodovino tega svojega rodu, o katerem trdi, da sega celo daleč nazaj do Feničanov, kajti njegovi predniki so vedno živeli na tem prostoru. Torej, to je Lucijin oče, mama pa je Slovenka, Ljubljančanka. In že v tem je Lucija nek, upam, zanimiv lik, ker se v njej pač prepletata ti dve kulturi, otroštvo preživi v Libanonu, v Bejrutu, potem pa se zaradi vojnih razmer z mamo in starejšim bratom, oče pa ostane tam, preseli v Ljubljano
k babici. No, ampak od tam naprej, ko potem odraste, se pa začne ta pripoved o njenih zvezah in to je pa pripoved ženske, kjer se ji na poti zvečeri. In ravno zdi se mi, da je, če se vrnem torej na tvojo pesniško pot. Za pesniško zbirko Zdravljenje prednikov si prejela Veronikino nagrado, za kar ti čestitam. In zdi se mi, da imaš to celjenje ran tudi v tvoji poeziji in tukaj bi zdaj prešla na to, da ona celi vse te rane. Zdi se mi, da si zastavila Lucijo seveda kot intelektualko, izobraženko, v času študija ekonomije se nekako vseeno odloči, da bi rada študirala francoščino in angleščino, je tudi dvojezična. Hkrati pa v bistvu ta njen odnos z mamo, ki je zelo hladen in ki ga v bistvu zelo nastaviš. Nastaviš pa to, bom rekla, da zanalaš prav zaradi tega, ker niti ne more prodreti ne v odnos z njo, niti zakaj je zdaj taka. Če bi mogoče prav ta njen primarni odnos, ki bi mogel biti zdrav, pa ni. Oče je pobožal, mama je ni pobožala, kot se spominja. Ja, ta odnos je seveda kompliciran, ni neka huda izjema, da se hčerka, sin lahko tudi z mamo niti ne razume tako zelo. Tukaj je njen starejši brat Luciji in Lucija se je rodila zelo kmalu po rojstvu Rafa, svojega starejšega brata. In mogoče je tukaj mami zmanjkalo moči. Jaz marsikaj v teh tekstih, ki jih pišem, pač prepustim bralcem, bralkam, da sami presodijo, zakaj ta odnos šepa. Lahko tudi, ne, da si enostavno po značaju nista bili blizu. In tukaj je zanimivo, ja, ker oče je tisti, ki pravi moja ptičica, z očetom sta lepo povezana, oče ji pripoveduje zgodbe o Feničanih, o teh daljnih prednikih, mama je na nek način zavrača. In vendar se potem pri 11-12 letih odseli od očeta z mamo nekam drugam, pač v materino domovino, ki pa je zanjo popolnoma nova, čeprav na srečo slovenščino pa le zna, a ne. In ona je tudi, mislim, ona je zelo večjezična, ker zna francosko, kajti, no, lahko mogoče povemo o Libanonu. Tako, ja. Pač ta prostor je zelo fascinanten, ne bi se zdajle preveč spuščala v Feničane, mogoče me bo še kaj vprašala, ampak Libanon je bil vedno eno žarišče različnih interesov in eno daljše obdobje je bil pod francosko nadvlado, ne. Francozi so bili tam kar dalj časa, zato je njen oče kot kristjan in pač maronitski kristjan izhaja iz francoskega govorečega tega dela prebivalstva in oni doma govorijo francosko in slovensko. Zna pa tudi arabsko, ker je to tudi pač prostor, ne, kjer je res ogromno kultur prepletenih. In mogoče je prav, da v tem trenutku, ko je toliko teh vojn, zdaj teh konfliktov in prav tudi tukaj, ne, na tem Bližnjem vzhodu, povem, da je bil Bejrut v 70-ih in še nazaj eno najlepših mest tega prostora, v bistvu je bil bližnjevzhodni Pariz, tam se je dobilo vse, to je bilo prelepo mesto, ogromno in prelepo mesto in zdaj to tako rekoč nek uničen, nek ranjen prostor. Ja. Ti orisi, ne, ki jih imaš torej znotraj tega slabega odnosa z mamo, pa se potem, pa se še bova vrnili k jezikom in tudi orisom mesta, se mi pa zdi, da njena mama oziroma nadomestna mama pa je Tinca, torej njena babica, ki se jo zelo lepo spominja, hkrati vzpostavi z njo odnos in ko se recimo Raf in mama, torej njen brat in mama odselita, s Tinco na nek način tudi proslavi, tako da sta osvobojeni tega zelo hladnega odnosa. Kako vzpostavljaš torej to vrzel, kako si jo zamislila, ko si pisala, da si zapolnila zdaj to čustveno rano, ki jo nosi Lucija? No, preden se zares lotiš pisanja romana, ne, imaš nek koncept v glavi. Jaz sem to, recimo ta roman snovala mogoče 2 leti pred tem, po malem z nekimi skicami, z nekimi zapisi.
potem sem se pa usedla in sem ga res kontinuirano pisala. Ampak ta vrzel, ja, tukaj sem imela v mislih Tinco, da bo babica tista, ki bo, ne, ob prihodu matere Lucije pa brata v Ljubljano, da bo ona nekako oseba, tista ženska oseba, s katero se bo Lucija bolje povezala kot z mamo. Ampak nisem pa računala, da bo Tinca dobila tako močno vlogo, ker ko pišeš, nekateri liki dejansko si izborijo več prostora, postanejo bolj zanimivi in oživijo v enem smislu. In Tinca je bila tudi tak lik, ki si je potem vzela več zgodb, več misli in potem je ta vez postala ne samo nekako površno prijateljska, prijazna, ampak res globoka. Ne? In tudi zdrava. Ne? Kar mi je pa zelo zanimivo, si tudi razčlenjevala Tinco kot žensko, ki je bila proti tej malomeščanski vlogi. Zelo lepo orišeš Ljubljano in torej skozi pripoved Tince in potem skozi pripoved Lucije, kakšna je Ljubljana bila nekoč in kakšna je torej bolj ali manj danes. Torej Tinca se zoperstavi vsej tej ideji, kakšna mora biti ženska v podobi pridne malomeščanske hčerke. Torej je lahko upornica in na drugi strani je torej tudi Lucija upornica, ki ne želi podleči patriarhatu v današnjem času. Ja, ta povezava je dobra, ne, kot so pogosto povezave prek generacij. Ne. Ena generacija se spusti, pa se starejša, pa potem tista vmes ne, pa recimo babice, vnuki in tako naprej, se pač povežejo. Ja, Tinca, torej Ljubljana, Maribor, Celje, ne, naša mesta so imela tudi nek delež meščanstva, 150 let nazaj in dlje, in Tinca je izhajala iz takšne družine meščanske, vendar so se ji dogajale neke stvari, zdaj kam postaviti Tinco, približno 100 let nazaj, še malo več, še malo več. Ja, tam na začetek 20. stoletja, vzgojena je z vsemi temi normami, predvsem pa zahtevami in prepovedmi, kaj mlado dekle, mlada ženska naj bi počela, kako bi se morala poročiti, česa ne, v kakšen sloj ja, s kakšnim človekom ne. In po nekem razočaranju, ki ga doživi, kar mislim, da je tudi ena zanimiva podzgodba, se ona nekako prebudi, ugotovi, da ji bo življenje spolzelo iz rok in ga vzame nekako, tako bom rekla, ni več marioneta, ampak postane nekako bolj odločna mlada ženska, ki se poroči po svoje, razmišljati začne s svojo glavo in je v tem smislu upornica, čeprav to ni radikalen upor. Ampak mi si težko iz tega zornega kota zdaj predstavljamo, kakšne prelomne odločitve so bile pa to pred 100 leti in več. Ne? To ni bil hec. Zelo samostojna je bila za tiste čase. Ne? Seveda, tudi družba te je lahko izločila, ne? Če se nisi nekako vendarle znašla in postavila na noge in imela tudi mogoče nekaj sreče, je potem se lahko v nekem smislu res kar shirala, propadla. No, ampak Tinci se to ni zgodilo in je tudi Luciji v teh pogovorih dajala spodbudo. Vedno so te, kot si prej rekla, zdravljenje prednikov. Ne? Vedno vlečemo neke niti, neka spoznanja od prej. Nekaterih se zavedamo, nekatere spoznanja so izražena, to se pravi nam jih babice, dedki, kakšne stare tete predajo. Včasih pa tudi otroci ali pa mladi ljudje ujamejo neke informacije, neke namige. In je to potem lahko v enem odločilnem trenutku vodilo. Ne bom delala tako, kot se pričakuje od mene, ampak tako, kot mi pravi recimo neka moja ambicija ali pa srce. In tukaj je ravno pri Luciji zanimivo to, da je mlada intelektualka, ambiciozna, torej študentka, že tista, ki zazna to pravičnost. Ne? Ona že ta prvi lom se mi zdi, da začuti nepravičnost pri profesorju na faksu in hkrati v bistvu se upre
temu. In se mi zdi, da ti vzgibi so potem se skozi, torej ko ona prekine z svojim partnerjem, očetom svoje hčerke, ti Tincini vzgibi oziroma ta njena, bom rekla, da dediščina, ki jo je položila. Zdi se mi pa zanimivo, zakaj Lucija ne zmore že oditi iz tega Alekovega odnosa, pa ne gre tu za moraliziranje, prej ko že zaznava, kakšen on postaja za štirimi stenami, ko recimo jo njena starša nekako ne znata sprejeti, ne, kar se mi zdi zopet ta postavka Američanov, ki si želijo podrediti Evropejko, pa torej pol Jugoslovanko. Pa še potem kot Arab, kot dajo jo tudi še v to, ne, kot znaš arabsko, ste pa razgovorili arabsko. Skratka, svoj scenarij sta si starša Alekova zamislila v njej in je sploh nista poslušala, ne. Oziroma sta imela celo za kot osebo, ki si nekaj izmišljuje in ima nosečniške hormone, ne, kot je rekla tako. Prav tu pa se mi zdi zdaj ta lom, zdi se mi tako, da je na sredini romana prodreš v ta odnos in ga začneš analizirati, kot tudi na neki točki njena sredina tega življenja, ko ona vidi, da to ni vse v redu, kar se njej dogaja. Ali je Alek narcis, ali imam neko bipolarno motnjo, pogovarjali smo se tudi, da bi lahko bil takšen zlohoten človek, ki želi, da je vse po njegovem. Ja, tudi zato se bo odločil vsak, ki bo to bral. Zadnjič na tistem prejšnjem večeru v Ljubljani, ko smo bili na predstavitvi, je Meta Kušer rekla, ne, Alek ni ne narcis, ne psihopat, je samo zoprn človek in bi ga bilo treba poklopiti. Mislim, čistko enostavno seveda ni, a ne, zato ker mogoče, če si zelo močna osebnost, pa zelo pronicljiva z veliko izkušnjami, bi prej prepoznala te neke njegove deviantne poteze, sicer pa to ni tako enostavno, ravno zaradi te razlike med javno podobo in to očarljivostjo in tem, kar se potem izkaže, a ne. Ampak, a si ti mene, če se ne motim, si me vprašala tudi nekako, da je bilo v vprašanju vsebovano, zakaj ona se ni že prej zbrihtala in odšla. Ona je samostojna, inteligentna ženska, ne. Tukaj je več razlogov. Eden od razlogov je neka njena primarna rana na prehodu iz otroštva v adolescenco. To se nakaže že takoj na začetku in se nakazuje, pač jaz sem dala neke namige tekom celega teksta, ona ima nek travmatičen spomin, seveda se spodobi, da se na koncu izkaže, kaj to je. Tako da mislim, da ima to besedilo romaneskno, namen je bil namreč tak, tudi eno noto trilerja, da ima to napetost v sebi, ne. Ampak ne glede na to, torej to je eden od razlogov, zakaj mogoče pade v past takega človeka, takega odnosa. Drugo je pa to, da je v tujini, kjer nima svoje socialne mreže in poleg tega relativno hitro tudi na njegovo pobudo zanosi, ima tega dojenčka in ženska, feminizem gor ali dol, odločnost gor ali dol, prepoznavnost nekih partnerjevih slabih lastnosti, ki prihajajo na dan gor ali dol. Tukaj so dejansko čist fizične stvari, ki se dogajajo ženski v poporodnem obdobju, potem se piše, včasih se pa niti ni. Tukaj je dojenčica, ki je občutljiva, ki je tik po rojstvu zbolela, tukaj so selitve, Lucija je neprespana. Od kje ne bi vzela to moč in odločnost, se komaj nekako shaja iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Ampak je razvrednotena, ne? Ja. Zanimivo je, da si je vseeno Alek torej želel otroka, ampak njo je on razvrednotil kot ženo, kot mati, ne dovoli recimo jesti več hitre hrane, češ da bo poredila, pa saj ona ima čas, pa ne hodi v službo, da on pa veliko bolj trpi. Kako v bistvu ona, ki torej ni imela tam socialnega kapitala, vseeno potem zmore in naredi ta rez in odide? Ja, tukaj se najbrž neka tista pozitivna dediščina, ki jo nosi v sebi, vendar izkaže za koristno in za, bi rekla,
konkretno nekako jo izvleče iz enega res že zelo zagatnega položaja, ne? Ker Alec Psihološke motnje, ne, so on bile. tako manipulira z njo, tukaj sem jaz res gradila to postopno spodkopavanje, ne, znotraj partnerstva. Postopno to, da navzven je on vedno super in uspešen, onadva se namreč tudi preselita. Ne, najprej partnerstvo se začne v Edinburgu, kjer ona dobi novo službo, to je vse fajn, potem je pa on zelo na hitro, pač v svoji karieri, na ljubo preseli v Švico, on dobi službo v Zürichu, tako zelo prestižno, njo pa nižjim stroškom na ljubo s hčerkico prestavi na drugo stran meje v neko francosko mestece in kar se potem izkaže za dobro, saj neki zapleti pa morajo biti, a ne? No, ampak tukaj se mi je zdelo zanimivo to, da je torej sama opažala in primerjala, oziroma kako si ti torej zarisala tudi te podobe krajev, o kateri sva že prej nekako načeli, torej primerja življenje na Škotskem in kaj zdaj pripada kot materi, recimo 52 tednov tega ženskega oziroma porodniškega dopusta, pa potem tudi pravice, zdravstvo, skrbstvo. Kako si potem recimo raziskovala in se poglobila v ta status ženske oziroma matere v tem primeru, ki pa seveda ni povsod recimo enak? Ja, na to niti nisem dajala takega hudega poudarka, to pač raziščeš, a ne. To so podatki, ki če se malo potrudiš, vsi ti viri so na razpolago, tako da to sem seveda morala preveriti, a ne. To ne moreš kar napisati in si izmisliti, to mora dejansko tako v nekem določenem obdobju biti, ker vse te podlage, vsa ta dejstva, čeprav je roman neka, rečemo, namišljena pripoved z nekimi delci resničnosti, vseeno pa ti podatki, recimo tudi trajanje vojne, na primer v Libanonu, koliko traja porodniška doba, in vsi ti elementi, to pa mora biti vsekakor, mora štimati. Ker tudi potem si slikovita pri vseh mestih, torej od Škotske, arabskega sveta, torej same Ljubljane, pa recimo Krasa. Kako si slikala, oziroma bom rekla, da zelo natančno, kot da si fotografirala staro podobo Ljubljane, če recimo ujamemo iz kakšnih razglednic, posnetkov ali filmov. Kako si gradila te momente, te trenutke, ki so kljub recimo travmatičnim opisovanjem čustev, pa na drugi strani zelo lepo popisani. Ne objektivno, ampak v bistvu zelo slikovito. Ta dvojna podoba, ne? Ja, zdaj, če bi pisala recimo čisto dokumentarno, ne, potem bi bili to taki suhoparni opisi, ampak tukaj to vseeno se reče beletristika, leposlovje, mora biti ta nanos. Vsakemu to ne uspe, ne? Ja, to je pač vsak ima svoj slog, vsak ima tudi svoje odločitve. Mislim, jaz imam rada romane vseh vrst, ne, nekateri so lahko res zelo fragmentarni. Tukaj ima pač vsaka avtorica, vsak avtor nek svoj glas, neko svojo zamisel, kako bo neko delo nastalo. In jaz pač želim z jezikom nekaj ustvariti, neke podobe, nek vizualno prepričljiv svet, pač o tem smo si različni. In prav zdaj, ko si me pa to vprašala, ne, sem se spomnila, ko sem se skoraj sprla z eno svojo zelo dobro prijateljico, to je ena odlična hrvaška slikarka, ko smo enkrat bili na kavi, pa je rekla, ja, vidiš, jaz sem vizualen tip, ne, ti si pa beseden tip, ti nisi vizualen tip. In sem se jaz razjezila na en način, ne takoj. Rekla, ne, jaz sem vizualen tip, jaz moram imeti te slike pred sabo, ko pišem, ne slikam sicer s čopičem in barvami, ampak z besedami, ampak te podobe nekako, tudi ko opisuješ recimo nek travnik ali pa ptice selivke, kako se spreletavajo z juga, naprimer nazaj v te severne dežele, to moraš zagledati, ker če jaz tega ne zagledam, kako bo to zagledal bralec. In če on ne bo zagledal, kakšen svet bo to, potem pač roman ne bo imel tega nanosa, da se lahko uživiš vanj. To se mi zdi pomembno. Tako,
tudi recimo podnebje začutiš, recimo ta pogovor o podnebju oziroma o klimi, kakšna je, kako recimo se spušča megla nad Ljubljano ali pa kakšen zrak prodira na Škotsko. Se mi zdi zelo tako žlahno in hkrati, da v bistvu te res ali zazebe, ko recimo gre ona v prevajalsko kabino, torej Lucija, in potrebuje še nek dodaten tenek polovor. Res ti nijanse se mi zdijo, da so pri tebi, ali bo to poezija ali pa bo to roman, so ti zelo pomembne. Sej ta roman ni poetičen roman, ne? Ne govorimo, tako, ampak neke te delce, neke te drobce stvarnega sveta, ne, ali pa tudi te lepote, konkretne, ki jo vsak dan doživljamo, recimo tudi prej, ko so šle sem, ne. Mi imamo tudi na Ljubljanci 6 ali pa 4 do 6 labodov, ne. Tukaj jih imate, mislim, da jih je 6 trenutno, tukaj jih imate pa ne vem koliko, mislim, na stotine najbrž, ne. Hočem reči, da vedno tudi popolnoma v takem pragmatičnem dnevu so te elementi, ki imajo še eno drugo razsežnost in to je treba tudi napisati. Za pokušino vam bom prebrala daljši odlomek. Štirica tem sem na tej prelomnici premlevala lastno obdobje, ki sem ga strnjeno preživela v Bejrutu pred dokončnim odhodom. Prav ta enovitost se mi je zdela čedalje bolj vprašljiva. Vsake toliko me je kakšen pripetljaj opozoril, da v mojem spominu zeva vrzel. Lahko bi nastala zaradi zmedenega toka zunanjega dogajanja. V sebi sem nosila slabo zaceljeno brazgotino. Čeprav sem jo večji del pripisovala tragedijam, ki so se vrstile v tistih krvavih vojnih tednih, se nisem mogla znebiti občutka nečesa potunkanega. Tista reč se je tikala izključno mene. Zadala sem si, da se bom dokopala do nje, vendar ni šlo. In ker razlogu za ranjenost, od česa, od kdaj hudirja, nisem prišla do dna, sem to svojo bolečino kratko malo preskočila. Spet sem pri sebi rešetala, koliko iznajdljivosti je bilo potrebne v okoliščinah, ko sem se, novinka, znašla v ljubljanskem okolju. Tako sem premoščala svoja temačna stanja. Nekega popoldneva sem brala v naslanjaču. Zunaj se pripravljalo na nevihto, eno tistih tipičnih, katere predhodnica so močni naleti vetra. Oblaki so imeli učinek antracitne gaze, ki se zastrla dnevno svetlobo. Vihra je v enakomernem ritmu suvala v krošnjo stare akacije na dvorišču. Veje so se vrtinčile, kakor bi se hotele odtrgati od debla, in vsake toliko usmuknile ob kuhinjsko okno. Napinjala sem oči, ker nisem želela prižgati svetilke. Še preden se je veter tik pred nalivom polegel in so sunki ob šipo oslabili v rahlo trkanje, pa sem zakinkala. Odlepdela sem v sanje, v katerih sem, tokrat v Tincini kuhinji, znova jemala iz predala nože in iskala zakoten kraj, kamor bi izhranila. Posameznosti pred sabo sem videla povečane, kot bi moj pogled zumiral možna skrivališča. Nobeno se mi ni zdelo pravšnje. Med policami iz iverk notranjosti kuhinjskih omaric in hrbtnimi ploskami so se kazale špranje. V vogali so se kakor prgišča peska ležale mrtve mušice. Nazadnje sem nože sklenila drugega na drugega zložiti za zavesami, ki so spominjale na dolga, nabrana krila. To sem delala s težavo, čepe, kup rezil se kar naprej podiral, meni pa se mudilo, zelo mudilo. Tokrat so moji zavesni nevroni pretrgali spanec. Zbudila sem se v večerni črnini. Zastekli se je naliv, med tem umiril v enakomeren dež. Vsa utrpla več trenutkov nisem mogla ugotoviti, kje sem. V čem je bila poanta nožev? Me je tok sanj v zavoj odplavil globoko nazaj v preteklost? So mestne dobe spolzele stran? V tistih hipih se mi je zazdelo, kot da so. Šele počasi sem se iz občutka nujnega polaganja svetlečih se rezil skladenico zadaj za nagubano tkanino zaves prebila nazaj v stvarnost. Prižgala sem luči in vse je bilo po starem. In vendar se dotedanje ogrodje že razpuščalo, kar se je pokazalo kmalu.
Vzorec starih navad se začel podirati od notri navzen. Tako tole za malo bralne pokušine. Prej smo analizirali torej očetov odnos strani moškega in bratov odnos je bil pa v bistvu bolj, bom rekla, da na ravni sestersko-bratovskega, čeprav se mi zdi, da v določenih potonih bi lahko bil brat malo bolj naklonjen. Mislim, to je bil pa en tak bolj tipičen odnos, ne, bratje, sestre, zlasti, ko so manjši. Velikrat je tukaj neka mera ljubosumja, njen brat je starejši, je pokroviteljski, tudi ve neke stvari, nekaj mora pa skrivati, pa težko skriva neko skrivnost, ne, ki je del njene te, bom rekla, uganke. In ja, včasih jo nekako zdi se, ne, da ni med njima pravega čustvenega tega odnosa in vendar, ko je ona recimo na Škotskem oziroma drugje, vendar on skrbi za neko nepremičnino, vendarle imata tudi, tak bi rekla, skoraj da tipičen odnos, ki se z leti verjetno rahlo izboljšuje. Ne idealen, ne neidealen. Ni tudi toliko bistveno, ampak nek element pa je. Ja, vseeno je nastavljen. Vseeno pa se mi zdi, da je najboljši odnos, poleg torej pokojnega očeta z Deepakom, torej s sodelavcem iz Indije, ki v bistvu vseeno ji pokaže svoj svet, pa hkrati svoje svetovljanstvo in se o tem velikokrat prevprašujeta, ne, zakaj, če so v Indiji dogovorjene poroke, Lucija temu nasprotuje, na drugi strani pa jo nekoliko zbode in reče, če pa so pri vas vse svobodne, zakaj se pa toliko ločujete. Kakšen je ta indijski kolega? Ti si prva, ne, ki je Deepaka pripeljala v pogovor, tako da sem zelo vesela. Ja, meni je zelo simpatičen, imel ves čas. Deepak, ne, pa je tukaj tudi z nekim namenom. Seveda je v romanu veliko preskokov različnih kultur. Z njim se ona druži, ko je v službi, potem ko diplomira, pa preden gre na Škotsko in preden spozna Aleka. Torej z Deepakom sta dobra kolega, ki pa se ne glede na različne te nazorske, recimo nazorska pojmovanja in tudi ravno v zvezi s porokami na popolnoma različna stališča, zelo lepo ujameta in razumeta, ne. Zakaj tudi je zanimivo ona, ne, ko se z njim pogovarja ravno o odnosih, je takrat pač ima neko partnerstvo oziroma ga potem nima več, pa predtem ima nekaj izkušenj, ampak takrat je še tako samozavestna in prepričana, da popolnoma obvlada odnose, ne. Da njej se pa res kot prvo nikakor ne bi moglo zgoditi, nikakor ne bi dopustila, da bi nekdo zrihtal, kot mi pravimo, partnerja, ne, kot se to dogaja, recimo se je dogajalo, se nekako še vedno dogaja v tem indijskem prostoru. Skratka, in je tudi zelo odločna v teh debatah, on pa svoja stališča njej razlaga in jo tukaj tudi včasih malo zbode, ne, zakaj se vi toliko ločujete, ne, in tudi razloži, zakaj pri njih to funkcionira dolgoročno in da on, čeprav je študiral na Zahodu in je razgledan in je po raznih službah, tudi na zahodnih, ne, še vedno se bo pri teh zasebnih odločitvah ravnal po tradiciji. Ampak potem pa ona, starših in tako. Ampak seveda, to je en del tega njenega življenja, ti pogovori z Deepakom, potem pa se njej v odnosu z Alekom, ko se ji zalomijo, ne, se pa dostikrat spomne na te diskusije z Deepakom. Ja, tu se mi zdi, da sta ona dva tudi razvila to zavezništvo, tudi ta pogled Lucije o vegetarijanstvu. Ona je navdušena nad tem, da je lahko on kot otrok od torej rojstva naprej vegetarijanec, ne. Zdi se mi, da je mogoče tudi tu ta tvoj nazor in tvoja vegetarijanska kuharica, ki si jo izdala in v tistem času mogoče celo je bilo to zelo radikalno, če mogoče samo na to v 80-ih. Mislim, to je pa zdaj čisto druga zgodba, ampak fino, ne, da si omenila. Zato, ne, ker tudi to omenjaš notri. Mislim, tukaj je to en drobec, to je mogoče par dialogov,
Ampak ta naša kuharica, 101 zelenjavni jedilnik, ne, ki sem jo delala s kolegico Sonjo Tomažič, dejansko so bili še študentki. Torej, mi smo bili ena skupina, ne, ki se nas je odločila, da ne bomo več pač uživali mesa. Mi smo bili za ta naš prostor, to je bila seveda še Jugoslavija, eni taki trotli. Ja, kaj pa ješ, a ne? Kaj pa ješ? Zdaj, če pogledamo, in mediji so se potem tudi tako odločile, ne, zakaj je to kuharico narediti. Tudi slovenska kuhinja ima na desetine, na stotine jedi brez mesa, ali pa so dobre, če vržeš ven, recimo rebrca, naprimer ričet, ali pa pašta s fižolom, ne, ali pa karkoli. Ampak ko se je reklo pa vegetarijanstvo, so pa ljudje pa čisto zmrznili, ne, tudi v restauracijah, tudi moja tašča, ki je kuhala čudovite, delala čudovite te gibanice iz buče pa iz skute pa to. Ko pa sva z možem to obelodanila, da ne bova več pač jedla mesa, pa sploh ni več vedela kaj, ne, tako da, ja, takrat smo bili res veliki čudaki, ne, tako da to se je spremenilo. Ampak v tem romanu je to samo en drobec. Ja, ampak je tudi tu bila zgroženost, ne, ko se je ona želela odločiti za to. Vedno je tradicija močnejša in ljudje se pol malo pohecajo, malo se norca delajo. Kakšni pa pol tudi razmislijo, mogoče pa ne bi toliko mesa jedli vsak dan, ne vem. No, ker potem pa naslednji odnos, torej ta moški, zopet pa recimo Oliver, ki pa se mi vseeno ne zdi toliko pozitiven lik, ker je včasih Lucijo tudi izdal Aleku, ne, čeprav je v bistvu bil na njeni strani, pa je bil boljši človek. Ja, Oliver je kar pozitiven moški karakter, ker se mi zdi, da bi bilo prehuda, taka overdoza, ne, prehuda doza nekega negativnega profila, če bi bil Alec edini, ne. Zdaj tukaj seveda Lucijin oče, ki je krasen človek, Raf tudi, no. V redu, pol je Jule, ta stric njen stari. Do njega sem še želela priti. No, saj ga boš prišla do njega. Ampak Oliver je neke vrste sodobni protipol Aleka, čeprav je njegov prijatelj, je pa to topel, konstruktiven, družinski človek in seveda je pa na nek način tudi enigmatičen, ker kaj vem, on je primarno Alekov prijatelj. Z Lucijo se pa tudi spoprijateljita in on ima neko odločilno vlogo, ki jo pa ne smeva preveč razkriti. To bi bil potem tak kvarnik, ne. Spoiler. Jule pa je torej Tincin brat oziroma Lucijin stric, se mi pa zdi takšen moder klen moški, ki pa je nekaka topla oseba, ampak v svojih določenih izjavah vseeno zaprisežen določeni tradiciji, pa malo šaljiv, pa malo zbadljiv. Kako si ga zamislila? Nič, jaz sem si ga zamislila, kot da bo povedal par stavkov. On je tudi eden tistih, ki je zrasel in ki si je izboril več prostora, tako da skozi celo knjigo vsake toliko nastopi s tem nekim svojim jezikom starejšega gospoda in to pač da mogoče romanu eno jezikovno začimbo, naprimer, ne, tako kot tudi pri jedeh, ne, je tukaj zatar, ki je neka libanonska začimba, več stvari se noter pojavi. Recimo, ne, Lucija ja. Na letalu. Pri Luciji se mi zdi zelo zanimivo, kako si jo zamislila, kako v bistvu spretno preklaplja iz jezika v jezik in torej želi biti še kaj drugega kot to, da, če jo bom zdaj samo parafrazirala, da ne želi v bistvu prevajati samo tuj dosežkov, ampak želi tudi sama nekaj narediti. Kako se je gnetla v potem popolnoma samostojno in odločno žensko, ko je se odločila, da pobegne in potem sama skrbi za Neli in se tudi zoperstavi, torej Aleku, ki pa želi seveda svojo moč uveljavljati še naprej, tudi ko odide iz odnosa. Torej vsa ta njena spretnost mi je fascinantna. Ja, ona se na nekaj točkah pač prebudi dokončno opusti upanje, da bo ta zveza se izboljšala, da je to neka prehodna faza, ker je Alec obremenjen v službi, kjer ima velike ambicije
izkaže se, da bi potem mogoče oni šli še naprej od tam, kar čez morje, kjer bi bila pa ona še bolj odvisna. V glavnem, tukaj se ona nekako sestavi in naredi strategijo, ker ugotovi, da pa je v resnici kar precej ogrožena že, a ne? Da to pa zdaj v situaciji, kjer je tako odvisna in kjer je v tujini in je tukaj ta otročiček, ki še ni star 1 leto, da se ona njemu izmakne, da to pa ne bo hec, da to bo treba pa zelo razmisliti kako. A ne? Tako da pač, ja, postopoma pa zagotovo uporabi tiste neke temelje, ki jih ima in jih ima pa zanimivo, bi jaz rekla, pretežno od očeta. A lahko povem to o Joa? Ja, Ali bi me hotela to vprašati? Ne, lahko poveš. Ja. Skratka, oče, ne, kljub temu, da so bili sredi vojne, vojna v Libanonu, ta državljanska je trajala od leta 1975 do 90, 15 let. In oni so šli, nekaj časa je bilo to tako, bi rekla, določene četrti Bejruta so bile relativno varne, ne, kar nekaj let, potem se je pa to stopnjevalo, tudi z vmešavanjem drugih držav in Sirije in ZDA in Francija, skratka, tam je res ogromno enih interesov bilo in so še. A ne? Ampak ta oče, ki je ščitil svojo družino in tudi oni so živeli v relativno zavarovanem okolju, je njej poskušal, se je trudil nekako vcepiti eno pozitivno, eno srčno stališče do življenja. Ne. Rekel je, torej on ni nje vzgajal v smislu tudi, ne, bodi dobra, bodi dobrosrčna, bodi poštena, bodi fair, ampak rekel je, v življenju, ne, se vedno moraš izboriti za veselje, za svoje veselje, za joie. In to je tisto, ne, in tudi ona pravi, zakaj sem si tako zapomnila, ne, ker je pač pri tem videla neko sablo, neko lepo podobo. Ampak to veselje, ki ga je on vcepil oziroma je opozoril, da ga mora negovati, ta težnja po tem veselju, ali lahko rečemo mogoče tudi sreči, elementu sreče, njo potegne iz ene res že temačne situacije, kjer pa ni več veselja in ona si to potem želi izboriti. Tukaj je nek ta lup, no? Tukaj je neka zanka. Pa nazaj. Ves ta vodnjak, ne, mislim, da ona se ravno napaja s tem izvirom, ne, ko se spominja očeta, ne, ker tukaj saj babica Tinca je njeno zavetje, ne, Dipak je celo rekel, da v bistvu družina mora biti za njo, da ji daje veter za naprej, ne? In ona to začuti zaradi Tince, ampak oče je vodnjak in zaradi njega ima neke korenine. Zanimivo pa mi je, da recimo pri svoji mami teh korenin nekako ne išče. Ona je postavljena v Slovenijo, v Ljubljano, je še Jugoslovanka, kot je recimo označita Elekova starša in nič drugega. In se ne spominja njenih rekov, njenih podob, njenega niti telesnega stika. Ne? In zato se mi tudi zdi pomembno, ne, kaj je oče govoril in da se ona lahko tudi za to odločila. Mirjam, kmalu bo 8. marec, pa me zanima, da v realnem življenju lahko gledamo pozitivno na to, kar so si ženske do zdaj izborile, ali boj še traja, ali boj gre nazaj in ženske dobivajo vse manj pravic. To je zdaj tako kompleksno, zelo obsežno vprašanje sicer, ne, zelo dobro vprašanje, ki se nas tiče. Mislim, da je to zelo različno od tega, da je to odvisno od tega, kje smo, kje živimo, od okolja do okolja, ne. Se mi zdi, da tukaj v tem našem prostoru zaenkrat ni enega groznega razkola ali pa poti nazaj, kljub težnjam nekaterim gotovo, ki pa vedno so, da bi se ženskam odvzele že pridobljene pravice. Ne. Mislim, so pa drugi kraji in prostori, kjer so jih že imele, ne,
Zdaj, če gledamo Iran, Afganistan, to je res srhljivka. Evropa, ne, Poljska, Tudi, Hrvaška. tudi Poljska, tudi, ne, zdaj ne vemo, v ZDA določene države. 8. marec je pomemben praznik, ne, meni se je vedno zdel zelo dragocen in verjetno zdaj dobiva neko novo veljavo. Ja, kot rečeno, ne, ženske moramo vseeno in tudi moški, ne, ki o tem razmišljajo, bi rekla, z človeškega vidika, sej, bom rekla, en razgledan, čuteč moški si ob sebi ne želi imeti zatrte, ponižane ženske. A ne, tukaj že mora biti nek element enega neravnotežja, nečesa zelo, bi rekla, škodljivega za partnerstvo tudi sicer. A ne, tako da, kaj vem, se mi zdi, da pač mogoče zlasti ženske moramo ostati budne ob nekih možnostih, ob nekih indikacijah, da se to, kar je doseženo, začne podirati. A ne, tako da, to je pa kar jasno, no, se mi zdi. Najlepša hvala, Mirjam. Preden zaključiva, ti bi res rada čestitala za ta roman, ob enem pa je ravno v petek, ne, je prišel iz tovarne, to je iz tiskarne, se opravičujem, prevod tvoj, pri založbi Pivec je tudi šel. Ejlen, še boš povedala kaj o njem, kakšni so občutki, ko si danes prvič v rokah držala knjigo? Jaz sem vesela vsakega prevoda. Zdaj, Otessa Mošfegh, ne, je ena zelo kultna avtorica, razmeroma mlada še v Ameriki. Ja, ja. Zdaj, tale roman je lani izšel, ta Moje leto počitka in sprostitve pri založbi Pivec. Ta je sploh, ne vem, mislim, ona je nekako tudi pri naših avtoricah, pri marsikateri avtorici, mogoče malo tega mlajših letnikov, zelo cenjena, zelo priljubljena in tudi je dobra in je posebna. Ailin je pa njen prvenec in to je tudi en tak psihološki portret te ženske, zlasti zgodba sega nazaj v 60. pa v zdajšnji čas. To je tudi en tak thriller, po katerem so posneli film, ne. Enega od likov je igrala ta zvezdnica Anne Hathaway, tako da to mislim, da pa je tudi knjiga za vsakega, ne, ki želi, da se mu malo naježi koža. Se strinjam s tem. Najlepša hvala. Bi kdo rad še kaj vprašal? O romanu ali na splošno? Ne vem, sva mogoče preveč vsebine povedale, ali je bilo to ravno prav, ker se mi zdi, ti pogovori vedno služijo malo nekako za vabo, a ne, da bi ljudi pritegnili v branju. Ja, ja. Hvala. Ja, mogoče še kakšno vprašanje? Ne, nisem. Je pa sem bila pa blizu, ampak prav v Bejrutu, do Bejruta mi pa ni uspelo pripotovati, takrat, ko sva z možem potovala. Imam pa neko fascinacijo do tega prostora, ki je zelo osebna, in tudi do Feničanov, ki nastopijo tukaj noter. Je pa ta knjiga na začetku, ne, če človek odpre, še preden začne brati, je posvečena moji sestri Tini, pa notri je zahvala neki osebi s psevdonimom Eme, ki pa mi je neke stvari dejanske, čisto konkretne iz tega vojnega časa in iz tega prostora, ki sem ga jaz sicer raziskala in sem pač bila relativno blizu, pa iz prve roke nekako posredovala. Tako da tukaj je ta avtentičnost, ne. Podobno kot, no, če lahko rečem, ko sem pisala ta svoj drugi roman Nemir, od tega je pa zdaj že 10 let, je notri tudi ena Indijka, Sangita. In jaz sem eno zelo dobro prijateljico, ki sem jo spoznala na Dunaju, Indijko, eno mojih najboljših prijateljic, ki mi je pa tudi pripovedovala neke svoje osebne zgodbe iz otroštva in iz tega preloma v odraslo dobo.
ker se mi zdi, da čist brez tega, da je tukaj, čeprav je fikcija, da je pa tukaj neka avtentična izkušnja ali pa neka res močna zgodba, to je pa tako dragoceno in je tako fajn, če lahko vključimo. A ne? Tako da toliko je ta neka pristnost tudi v tem romanu Na poti se je zvečerilo. Tudi vojna je v Pa tudi Nemiru vojna, Venus. ja, tudi vojna. Še kakšno vprašanje, drugače pa počasi zaključili. Najlepša hvala za vaš obisk. Hvala za vodenje tega.